nami Alenka Godec. Alenka, lahko bi rekel, da je letos Vovčar pošteno zagodno vreme. Kako kaj kaže s koncertom? Ja, do zdaj še ne vemo, nam so sam rekli, oziroma nam zmeranom, da tukaj ne počakamo, da vidimo, kako se bo stvar razpletla, ker je bilo že takole, ne, pa se je potem ravno si snil. Jaz sem rekel, da Lencu tudi dež ne pride do živega. Tako da bom upala do zadnjega, ampak vsekakor mislim, da do kakšne 8 bomo počakali, da vidimo, kaj se lahko zgodi. Pol nas bo mogoče kam drugam preselili, čeprav Jurčka Oder in tale Oskoročica ima svoje čarne. Bi mi bilo zelo žal. Ja, lani ste naredili kar tehno gnečo okoli Jurčkovega Oderja, koliko se spomnim. Zdaj poslali so tudi nekakšna spalnica tega festivala. Kdo se je tukaj zdaj na koga navedel? Vi ali Len za vas? Ja, ne vem, upam, da oboje stransko, no. Meni se je ta prvič po moje 15 let. Mislim, da je ravno na prvem momentu nisem bila, no, ker vem, da je 16 let in vsaj, tako sem prej ne slišala. Ampak kakšno drugo leto, pa tretje sem pa že bila tukaj, pa bo tem kar dosti konstantno, no, kdaj sem vmes manjkala, ampak ja, se navadiš na dobro publiko, na dobre koncerte, so malo intimni, glede na to, da je to tako dosti mečkan odrček, ponavadi sem s pianistom tukaj nastopala in če so se tudi oni navadili, ljudje se zgleda vse, ker se mi zdi, da imam v spominu, da je bilo res vedno, da je bila gneča, pa da je bila vedno res publika, ki ni tako, malo bo rečeno, šparala za glavazina, tako da je lepo vzdišče tukaj. Zdaj po vseh teh intimnih koncertih na Jurčkem Odru, morda lahko upamo, da če kaj velikega, pompoznega? Ja, vsekakor res upam, mi zdaj pa res intenzivno delamo in tem letos je pač v tem mesecu je bilo, ne vem točno, kateri datum je bil, ampak je bilo 20 let odhod delavnice, na kateri sem zmagala, to je bilo na Vrhniki 88. Tudi bi se že spodobila, da bi spravila skupaj par velikih koncertov, pa res sem zdaj pristopila k Založbi Dallas, kjer smo se ravno v tem tednu dosti konkretno pogovarjali o enih stvarih. Enostavno rabiš dosti močno in veliko ekipo, ki bi prevzela take stvari, tako da delamo novo ploščo, za katero bo potrebna promocija, potem pa za drugo leto res računamo, da bi nam uspeli nekaj večjih koncertov in ena izmed seveda želja je prav gotovo velik Te dni pa se poradi precej intenzivno, vaša nova uspešnica, ste precej nenavaden in nepričakovan dojezd z Davorjem Radolfijem. Ja. Kako je do njega prišlo? To je pa že kar nekaj časa nazaj, čeprav se je malce kasneje potem izdelala skladu, da je to, da je Davor še letos potem izdal to ploščo, ko je bila ta vse slovenska turneja. Mislim, da so se tu srečala pred lani in on je pristopil do mene, kot da sem zelo vesela, da me pozna, da je že slišal zame. Takrat smo se pač spoznala in potem, mislim, da je jeseni potem že prišla ta ponudba oziroma pesem sem dobila na CD-ju, takrat jo je neka druga, ena ženska, jo je zapela zelo dobro, kot en pilot, ki mi pravimo, ne vidimo posnetek in mi je bila strašno zlična balada. Tako da sem potem pristala, da jo poznamo in potem smo dve verzije naredili, da sem v Zagrebu smo to snemali in se mi zdi, da kar nekaj mailov sem se držala so ženske. Omenili ste dve verzije, ena je samo dvije reči in dve pravi besedi. Katera se v Sloveniji bolj prijela, hrvaška ali slovenska? To pa težko rečem. Mislim, hrvaški jezik je zelo hvaležen za glasbo, dosti nekaj. Tako da eno je čist hrvaška verzija, druga je kako on poje v hrvaščini, jaz v slovenščini, potem mislim, da je refren tudi na konec, da je tudi Davor poje v slovenščini. Moj pa nimam, kjera se je bolj prijela, ampak jaz verjamem, da pri nas vrtijo tisto hrvaško slovensko verzijo, tako da mogoče, da je ta tista. Pa je res tako zelo težko reči tisti dve pravi besedi? Kar gado, no, meni pravno trenutko se mi zdi, da ni dobro, da kar naprej to ponavljaš. Da najdeš tisti pravi trenutek, ker če kar ponavljaš, to tako bolj ljubiš, se mi zdi, da mogoče se malo izgubimo, ampak vsej, če oboje stransko, tisti občutki, če so ta pravi, bolj tudi teh besed preprosto. Še čisto za konec, čeprav na danes nihče ne bo verjel, da se je poletje čisto zares začelo. Sem nekje prebral, da ste vi, mislim, strastno tabornica ali nekaj takega, da radi poigrate. Ja, seveda grem s šotorom letos, tudi na dopust. Strastno sem postala v zadnjih 4-5 letih. Moj mož je bil že prej, potem se počasno bavljal,
tako res dobro, zato da me ne bi razočarala, da me ne bi voda zanimala že tako, mu je bilo jasno, da se to ne bi realiziralo, ampak res, tako da sem se ful navdušila, zato še malo drugače kuham zunaj, če je dež, ne kuham. Tako da najlepše, če je lepo vreme, ker se vidi dejansko skozi zunaj, pa še ful dobre prijatelje smo spoznali, ki so danes pohvalili, pa še smo eno štajersko navezano naredili tako na srednja leta, rečemo. Za lepo vreme bomo s temi danes držali pesti, vam pa želim poleg uspešnega koncerta še uspešno izmikanje klopom in leoliščem med ta vrjenje. Smo opremljeni tudi za to, tako da če bi vstajal kakšen klip spet zadržil, bi ga danes veseljem uporabljala, ampak žal. Alenka, ko nisem že malo. Najlepša hvala.